Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. V današnji oddaji Župan z vami prvič gostimo župana Mestne občine Slovenj Gradec, Tilena Kluglerja. Dobrodošli, gospod župan, in seveda hvala lepa, ker ste se odzvali našemu povabilu. Ja, lep dober večer vsem gledalkam in pa gledalcem. Dober večer, spoštovani voditelj, in pa hvala za povabilo v studio. Poglejte, ste na začetku svojega prvega mandata, ampak lokalno politiko Mestne občine Slovenj Gradec, pa seveda tudi ljudi zelo dobro poznate. Za časa župana Zanoškarja ste bili direktor občinske uprave, zadnjih 10 let pa tudi direktor javnega zavoda Spotur. Ja, res, jaz sem se že v letu 2001 zaposlil na mestni občini, takrat še pod županovanjem gospoda Kumlanca, nadaljeval pod gospodom Zanoškarjem in tudi nekako bil v stiku z gospodom Andrejem Časom kot direktor javnega zavoda Spotur. In res mi ni tuje to delo in verjamem, da mi bo to velika popotnica tudi pri sedanjem vodenju mestne občine. No, vaš že kar prvi večji in sila pomemben preizkus na tej funkciji je bil priprava občinskega proračuna. To ni bila lahka naloga. Ja, res. Občinski proračun smo morali pričeti takoj pripravljati, kajti imeli smo začasno financiranje do konca meseca marca. 19. decembra sem prevzel to funkcijo in zelo malo časa je bilo, da smo lahko pripravili osnutek. Lahko rečem, da smo kar dobro prečesali tisti osnutek, ki je že bil pripravljen nekako še pod prejšnjim vodstvom. In dokaz, da smo sprejeli res dober proračun, je tudi to, da je bil soglasno, se pravi vseh 25 svetnic in pa svetnikov za sprejem tega proračuna, tako v fazi osnutka kot v fazi predloga. No, letošnji proračun Mestne občine Slovenj Gradec je rekorden v večjih ozirih, načrtovanje v višini 25,2 milijona prihodkov ter 27,3 milijona odhodkov, skoraj polovica pa ga bo namenjena za naložbe. Res smo lahko ponosni na to višino proračuna in to je tisti pravi proračun, kot sem že ves čas nekako zagovarjal, da 50% občinskega proračuna namenjenega za investicije omogoča res razvojno naravnanost občine in temu smo priča pri tem proračunu. Je pa kar za slabih 10 milijonov višji, kot je bilo neko povprečje zadnjih 5-6 let. In veselim se, da bomo lahko začeli čim prej ta sredstva črpati in tudi udejaniti vse te naloge, ki smo si jih zadali skozi ta proračun. Gospod župan, kateri projekti pa so tisti, ki jih v prejšnjih proračunih ni bilo in ki ste jih nenazadnje vi, takrat še kot kandidat za župana, na nek način tudi želeli uveljaviti? Ja, kar nekaj, bom rekel, manjših projektov iz teh predvolilnih obljub smo dali tudi v ta proračun. Seveda prostorov za vseh obljub ni bilo, glede na to, da imamo kar nekaj velikih projektov nastavljenih, ki pa zahtevajo tudi občinska vlaganja, vendar mandat je 4 leta, v prvem letu žal vsega tudi ni mogoče postoriti. Je pa lahko rečem velika večina, to je, da bomo začeli sofinancirati male čistilne naprave, da bomo nastavili vse in tudi z rebalansom zagotovili za sofinanciranje protiprašnih zaščit. Dali smo not brezplačen prevoz starejših oseb, ki ga tudi začenjamo ta projekt že v mesecu maju. Ponovno smo dali sredstva za plavalno opismenjevanje predšolskih otrok, nabava zvezkov za prvo triado in še nekaj drugih takšnih res manjših, ampak za ljudi zelo pomembnih nalog in pa projektov. Med najpomembnejše projekte, ki pa ne sodijo v občinski proračun, je tudi tretja razvojna os ali sodi tretja razvojna os in pa avtocestni priključek Podgorje, ki buri kar nekaj duhov. Kar precej sestankov ste imeli z Darsom, kaj je konkretno zdaj na stvari? Ogromno sestankov smo že imeli in lahko rečem, da sem se res zelo aktivno vključil v to dogajanje in pa umestitev te tretje razvojne osi v prostor. Lahko rečemo, da smo strani Darsa že 4-krat sedeli in dobili tudi zagotovilo in pa informacijo, da je trenutno v pripravi investicijski program, investicijski projekt, ki bo podlaga za razpis, se pravi, to mora IP potrditi ministrica na koncu. Ko bo to potrjeno, to bi lahko bilo konec meseca maja, je možno iti tudi v razpis za izbor izvajalca gradnje tretje razvojne osi in sicer na 3 območjih. Ena je v slovenjgraški občini ravno v Podgorju, viadukt Janina in pa most Visočnik in pa seveda 2
2 izvoza v občini Velenje in sporedno s tem pa smo bili tudi na direkciji, kajti tretje razvojne osi brez naše priključne južne obvoznice si ne želimo in si ne znamo predstavljati. In to je tisto, kar najbolj buri Podgorčane, se pravi priključek brez te osi, kajti takrat pa se res zna zgoditi, da bi šel ves tranzit, ves promet skozi naselje Podgorje na tretjo razvojno os in tega ne bomo dopustili in tudi na tem delamo zelo, zelo aktivno. No, in tudi zato zdaj skupaj s krajani Podgorja pa okolice upravičeno pričakujete, da se bo ta priključek v prostor umeščal skupaj z južno obvoznico. No, Dars je vaš predlog južne obvoznice pred kratkim označil za neustreznega z vidika prometne varnosti. Zakaj? Ja, mi smo nadaljevali traso južne obvoznice, ki je bila nekako nastavljena že v prejšnjem mandatu. To je trasa, ki poteka po obronkih Dobrave in se priključuje pri Homcu z polovičnim priključkom. Seveda je bilo utemeljeno zaradi prometne varnosti, kajti gre za 3 pomembne segmente. Je počivališče Podgorje, potem bi bil polovični priključek pri Homcu in na drugi strani, nekje v razdalji 500 metrov, glavni izvoz in pa glavno krožišče še znotraj trenutno sprejetega državnega prostorskega načrta, se pravi še en priključek. In vsa ta, prometna signalizacija, ki bi bila za to potrebna, tudi zaviranje, odstavni pasovi in vse to bi res bilo prometno nedopustno, nevarno za voznike in bi verjetno da lahko prihajalo do prometnih nesreč. In zaradi tega vidika nam je Dars izdal negativno mnenje glede tega priključka južne obvoznice. Dobili pa smo navodilo, da moramo priključek južne obvoznice speljati na to krožišče, ki je trenutno sprejeto na koncu tega državnega prostorskega načrta. In kje bomo pa pripeljali traso do tega krožišča, pa sedaj na naši stvari, da predlagamo Darsu in smo že poslali predlog in čakamo trenutno na odgovor, ali pa bo ta lokacija sprejemljiva. Seveda pa problem, ker je bil z zadnjim občinskim prostorskim načrtom, ki je bil sprejet v letu 2017, so bile vse te trase, tudi trasa južne obvoznice, ki je nekako že bila vse do Toplarne zrisana, črtana in nimamo trenutno nobenih pravnih podlag, da bi lahko zagovarjali to traso. In nas čaka še veliko, veliko dela, da bomo tudi prostorsko umestili to južno obvoznico in zato želimo čim prej dobiti soglasje strani Darsa, da res lahko začnemo s postopki umeščanja in pa seveda kasnejše gradnje južne obvoznice. Gospod Tilen, zdaj ste torej pod časovnim pritiskom. Kako menite, da bo ta stvar šla zdaj naprej? Kot rečeno, jaz upam, da bo ta predlog, ki smo ga sedaj podali na Dars, dobil pozitivno mnenje strani Darsa in da po tej časovnici, ki smo si jo nekako zadali in jo tudi prikazali na občinskem svetu, šli naprej. Nič ni zamujenega, res pa ne moramo več 3 mesece čakati na soglasje strani Darsa glede priključka južne obvoznice na tretjo razvojno os, kajti takrat bomo pa res v časovnem zaostanku ob dinamiki, ki je predvidena za gradnjo tretje razvojne osi. No, povedali ste tudi že, da bo pač enostavno treba zavihati rokave, narediti vse, da dileme in pa seveda tudi odprta vprašanja v zvezi z izgradnjo te obvoznice rešite ne le na osnovi strokovnih, ampak tudi občankam in občanom prijaznih rešitev. To je bistveno. Seveda, mi živimo v Slovenj Gradcu in mi bomo rekli, kje želimo imeti to južno obvoznico, na kakšen način in pa na kakšen način priključevati iz varnostnih vidikov, to je pa seveda naloga Darsa in pa strokovnih služb in jaz mislim, da tudi z odprtjem, ko bomo predlagali traso, z odprtjem našega občinskega prostorskega načrta, kajti morali bomo imeti tudi javno obravnavo, bomo pridobili vsa ta mnenja tudi občank in občanov in videli, ali je ta trasa tista, ta prava ali ne, in šli ta postopek potem naprej. Če sva župan ravno pri obvoznicah, tudi pri severni obvoznici, to je obvoznica pod Rahtelom v podjetniški coni Ozare, se obeta prevetritev v občinskem svetu. Res je, tudi tu že nastavljamo, imamo tudi odobrena sredstva strani Evropske skupnosti za prenovo celotne
te severne obvoznice. Tu nekako pridejo dodatni uvozi v to cono, se pravi podjetniško cono na Ozarah, ki že zdaj obstaja, pridejo uvozi za individualno gradnjo, se pravi na tako rečenih Volkovih Zarah, in pa seveda krožišče Gmajna, krožišče Center, in pa nadaljevanje vse do konca Adjenta, razširitev te ceste z pločnikom. In tudi tu bo kar velika investicija, predvsem pa bo izboljšana prometna varnost. Ko bodo vse te investicije, ki ste jih zdaj takole na kratko predstavili, tudi sklenjene, bo seveda vse to skupaj omogočilo prometno modernizacijo mestne občine Slovenj Gradec, ki je v zadnjih letih roko na srce ni bilo v zadostni meri. Res ni je bilo, še večji problem pa je ta, kot sem že uvodoma omenil, da je bil z zadnjim občinskim prostorskim načrtom, so bile izbrisane vse trase, možnosti graditve novih cestnih povezav v naši občini in ravno delamo na tem, da naredimo nekje rezervate na zemljiščih, kje bi pa lahko v prihodnje tudi potekale nove cestne povezave v naši občini, seveda pa s tema dvema cestama bomo tudi veliko pridobili. Naslednja aktualna investicija, kolesarske steze v mestu. Ja, tudi tu smo prijeli evropska sredstva za umestitev kar 10 km kolesarskih stez v centru mesta. In ravno sedaj smo v fazi pridobivanja zemljišč. Projekt je bolj ali manj zaključen. Seveda bo še se dopolnjeval glede na sama lastništva in pa soglasja posameznikov glede tras, ampak bolj ali manj je to zaključeno in jaz se veselim, da bomo tudi nekje v roku 2 let lahko kolesarji veliko bolj varno zapeljali po sami občini. Nadaljuje se župan projekt Poslovna cona Pameče, kljub razvejani poslovni infrastrukturi v mestni občini, lahko rečemo, kar kronično primanjkuje novih zemljišč. Tudi to je res. Dejansko nimamo v tem trenutku novim investitorjem ponuditi zemljišča, kje bi lahko postavili svojo proizvodnjo, svojo storitveno dejavnost ali kakršnokoli, in zato smo tudi pričeli s tem projektom, se pravi širitve podjetniške cone Pameče. To je na enaki strani, kjer je že zdajšnja, se pravi naprej proti občini Dravograd. Tudi z lastniki zemljišč smo se uspeli dogovoriti, da se strinjajo in da lahko začnemo s projektiranjem te cone, se pravi predvsem komunalne oskrbe, cestne povezave. Vse to prijavimo tudi na evropska sredstva, kajti tudi tu nas že čas zelo lovi, saj se je zelo malo naredilo do danes in moramo tudi tu močno zavihati rokave, da še ta rok in pa to črpanje v tej perspektivi dobimo, da ga ne zamudimo in da res lahko v naslednjem letu začnemo komunalno opremljati tudi to cono. Na mestni občini se bo gospod župan obnavljal tudi javni vodovod. Pomembna investicija je, ki je zelo potrebna. Imamo 2 projekta obnove vodovoda. Eden je projekt ultrafiltracije, to pomeni, da bomo zgradili novo čistilno napravo in da več v naši vodi ne bo prisotnosti klora, kar mislim, da bo velik napredek, in s tem tudi na novo zgradili in obnovili določen vodovod. Drugi projekt je pa obnova vodovodnega sistema Mislinjske doline. Tu pa se malenkost komplicira, pa ne zaradi tega, da ne bi bili v stanju, ampak zaradi tega, ker v časovnem obdobju, za katerega smo imeli odobrena sredstva, to je bilo do 31.12.2018, tega projekta nismo zaključili, nismo izvedli in tudi nismo počrpali teh sredstev, gre za 1.400.000 sredstev. Sedaj se zelo močno borim, da dobimo aneks in da bomo lahko tudi ta vodovod v Mislinjski dolini uspešno zgradili, kajti, kot ste sami ugotavljali, je nujno potreben in jaz upam, da bomo ta sredstva tudi uspeli počrpati. Letos se bo v Slovenj Gradcu gradil tudi nov blok neprofitnih stanovanj. Slovenj Gradec nujno potrebuje nov blok in vesel sem, da smo v mesecu januarju končno pridobili tudi sklep strani ministrstva o sofinanciranju te investicije iz CT1. Tu gre za 64% sofinanciranje, pridobili pa bomo kar 54 novih neprofitnih stanovanj, ki so več kot nujno potrebna v naši občini. In prav vesel sem, da smo na eni izmed zadnjih sej tudi sprejeli odlok o graditvi še enega
bloka v neposrednji bližini tega našega in da smo dali pozitivno mnenje gradbenemu dovoljenju gradnji še 2 manjših stolpičev z 18 stanovanji v neposrednji bližini MKC-ja in da se pogovarjamo tudi z investitorjem, ki bo tudi letos začel z gradnjo bloka cirka 60 stanovanj pri podjetju Dural. Tako da, če vse to zgradimo, bo Slovenj Gradec nekje dobil v teh 2-3 letih cirka 150 novih stanovanj, kar pa mislim, da bo zadostilo vse potrebe, ki jih imamo v naši občini. Zagotovo, gospod Tilen, če zdaj že izpostavljava tiste pomembnejše investicije v mestni občini Slovenj Gradec, mimo novega bazenskega kompleksa tudi ne moreva. Dolgo pričakovanje je bil. Dolgo pričakovan, zelo dober projekt zimskoletnega bazena skupaj z parkom urbanih športov. Tu smo pa v fazi zaključevanja projekta. Gremo nekje v roku 14 dni tudi v razpis za izbor izvajalca. Če se vrnem še na blok nazaj, smo ravno že zaključili izbor izvajalca za gradnjo. Ravno zdaj smo v fazi pregleda vlog in verjamem, da bomo tudi tu v kratkem lahko že izbrali izvajalca. Pri bloku pa nekje mesec dni kasneje, pri bazenu mesec dni kasneje. Gre pa res za nov kompleks zimskoletnega bazena, notranji bazen z savnami, džakuzijem, fitnessom, eno večjo otroško igralnico, rehabilitacijskim centrom in pa nov zunanji kompleks, se pravi otroški bazen in pa navaden plavalni bazen. Investicijska ocena nekje 7 milijonov evrov, tudi iz mehanizma CTN, kar bo pa prineslo velik doprinos tako za naše občanke in občane, kot pa tudi za razvoj turizma v naši občini. No, že kmalu bosta v centru Slovenj Gradca na voljo 2 sodobna hotela, pa ne nazadnje tudi na področju turizma se marsikaj dogaja. Tudi tu se veselimo seveda vsake nove investicije, vsakih novih postelj, kajti velikokrat se je že zgodilo, da smo ob raznih aktivnostih, turističnih aktivnostih, športnih aktivnostih v naši občini utrpeli pomanjkanja postelj, se pravi, da smo mogli te naše goste voziti v sosednje občine in prav vesel sem, da se investira tudi v to infrastrukturo, seveda s tem pa tudi posledično v razvoj celotnega turizma. Seveda, ena velika novost v naši občini, v samem mestnem jedru, ki je pa tudi zelo obiskana, je tudi ta naš escape room, soba pobega. Ravno zdaj pa pričenjamo še z zunanjim escape roomom, se pravi Unlock Slovenj Gradec, ki sta en tak manjši projekt, ampak zelo velik doprinos za te turiste, ki bivajo v samem centru mesta. Opažate tudi, gospod župan, da se povečuje število turistov, ki v Slovenj Gradec prihajajo z avtodomi. No in za tiste, ki se odločijo za parkiranje pri hostlu, tam je nekaj parkirnih mest prav zanje, pa da vse tiste, ki ne uporabljajo priključkov, je to parkiranje zastonj, ampak na drugi strani jih pa seveda povabite, da si ogledajo center mesta, pa da seveda nekaj denarja pustijo tudi v okoliških zaselkih. Ja, tudi avtodomarski turizem je v porastu v naši občini, iz leta v leto se povečuje. Res smo naredili eno dobro gesto in tudi poželi kar mednarodno, bom rekel, zelo pozitivno gledanje to gesto, kjer smo dali tablo v vseh jezikih, seveda, da je parkiranje brezplačno in da jih prosimo, da v zameno za to res pustijo kakšen evro pri naših lokalnih ponudnikih in lahko rečem, da je zelo dobro sprejeto. Zelo veseli smo tudi, da se je obnovil nov center, ki je ravno center za avtodomarstvo. Tudi proizvajalce imamo iz naše občine novih avtodomov in tudi tam so nastala nova parkirna mesta. Seveda pa imamo tudi v sosednjih občinah, recimo na Kopah, parkirna mesta, kjer lahko parkirajo ti avtodomi in prav lepo je pogledati, da tudi ta turizem v razcvetu v naši občini, ko vidimo vse te avtodome, predvsem v poletnem času parkirane v naši občini. No, zanimiv je podatek, župan, ki sem ga zasledil, omenili ste Kope, pa tam je tudi nekaj parkirišč za avtodome, čez vikend jih ponavadi dnevno pride 10, v celem letu pa zdaj že kar 500. To pa je kar taka impozantna številka. To je pa že lepa številka. Seveda Kope se tudi razvijajo tako v zimskem, kot tudi v letnem turizmu in seveda, če je vsebina, so tudi turisti, če vsebine ni, tudi turistov ni in verjamem, da smo na tej pravi poti, tako v mestnem jedru, kot tudi na vrhu Kop, čeprav je spada občino Mislinja en del, da naredimo res neko dobro zgodbo,
tudi z avtodomarstvom. No, ob vsem povedanem zdaj trenutno največjo skrb namenjate strokovnosti, predvsem pa upoštevanju rokov, saj se je v preteklosti zaradi zamud pri postopkih veliko projektov pravzaprav je zašlo v slepo ulico oziroma se ni izvedlo. Ja, enega izmed takih sem že omenil, da sedaj prosimo za ta aneks, to je ta vodovod. Veliko prepočasi se je delalo na projektih, seveda ne bom komentiral zakaj in čemu, ampak res je moja želja, da ne čakamo na tisti zadnji dan, tako z izborom izvajalca, tako z oddaji poročila, ampak da res delamo bolj ažurno in pa bolj aktivno, predvsem pa tudi bolj aktivno z odgovori do naših strank, kajti tudi tu, da morajo čakati res na tisti 30-dnevni rok za izdajo odločbe, jaz mislim, da ni potrebno in da če bomo delali malo bolj ažurno, bomo lahko naredili več in pa tudi večjo zadovoljstvo po želji. Enakomerno želite razvijati tako mesto kot podeželje in konkretno ste se lotili tega? Tudi to je v mojem nekje vidiku v tem mandatu postoriti. Seveda tu morajo sedaj vedeti ljudje, ki živijo na podeželju, da zaradi teh dveh velikih projektov, ki jih imamo v letošnjem in pa naslednjem letu, žal ne bo možno tako veliko investirati tudi v podeželje, kar se tiče investicij. Kajti bazen in blok zahtevata kar veliko sredstev od našega proračuna, ki jih moramo nameniti za ta dva, ampak verjamem, da bo tudi ta investicija, vsaj bazen, privabil tudi ljudi z podeželja. Drugače pa predvsem z vaškimi skupnostmi smo jim dali tudi dodatna sredstva, kajti pravim, vaška skupnost samo na papirju, da oni sprejemajo sklepe in le-ti romajo na police, nima pravega pomena. Ko pa bodo dobili tudi določena sredstva, kajti v proračun smo namenili dodatnih 30 000 evrov, to pomeni, da vsaka vaška skupnost lahko poleg že prej določenih sredstev, ki so nekako stalnica bila, lahko razpolaga še vsaka za 2000 evri in po njihovih željah razporedijo, pa mislim, da je tista prava pot, da bodo tudi oni se čutili nekako enakopravne v naši občini. Držali ste obljubo, župan, od začetka mandata ste nenehno v stiku z občankami in ostalimi. Prej ste mi dejali, do konca meseca maja imate termine zasedene, do vas enostavno ni mogoče priti. No, ste pa tudi na nek način dejali, da je mesto, takrat, ko ste nastopili to funkcijo, na nek način obstalo na mesto in da izgublja identiteto, po kateri je pravzaprav zaslovel. Zdaj se zadeva premikajo na bolje. Res sem se odločil, da sem tako v pisarni in tako na terenu. Ogromno je bilo zdaj stika z ljudmi, bil sem dejansko na bolj ali manj vseh, če lahko rečem, občnih zborov, društev, jim izrekel zahvalo, pohvalo za delovanje, predstavo vizijo občine, predstavil projekte, poslušal njihove želje in to je tista prava pot, na kak način se tudi informacije izmenjajo. In verjamem, da je prišla tudi kakšna, oziroma lahko trdim, da je prišla kakšna tudi zelo dobra informacija strani terena, ki jo bomo implementirali v naše delo, jo upoštevali, kajti le na ta način sodelovanje in pa poslušanje ljudi je tista prava pot za razvoj, se pravi, da razvijamo občino v tej smeri, ki si jo občanke in pa občani želijo. V hiši, kjer v Slovenj Gradcu domujejo brezdomci, zdaj po vaši zaslugi, gospod Tilen, deluje tudi delilnica viškov hrane. Gre za projekt, ki ste ga pred 5 leti, mislim, da speljali pod okriljem Lionsov in zanje, oziroma za ta projekt, dobili tudi mednarodno priznanje na področju prostovoljstva. Res in zelo ponosen sem na ta projekt, da smo ga pričeli, sicer je pod Lions klubom že obratoval pred mojim prihodom, ampak v tej fazi, kjer pa je sedaj, je pa mogoče, ne da bi se hvalil, ampak res mogoče moja zasluga, da smo nastavili celotno zgodbo in da pokrivamo že kar 5 trgovskih centrov v naši občini. Poleg tega pa pokrivam in pa vodim tudi za celotno Koroško, kajti pokrivamo še v drugih občinah, ne samo v Slovenj Gradcu. Je pa res, da v Slovenj Gradcu približno 15 ton hrane letno razdelimo med te ljudi, ki so upravičeni do te hrane in je res en zelo, zelo lep projekt.
da namesto, da bi končala ta hrana v smeteh, le to predamo tem ljudem potrebno. In jaz bi se na tem mestu res zahvalil vsem trgovskim centrom, ki sodelujejo v tem projektu, in pa tudi vsem prostovoljcem, ki so kadarkoli oziroma še pomagajo pri tem čudovitem projektu, in verjamem, da bomo ta projekt nadaljevali še dolgo naprej. Če sva že pri ranljivejših skupinah, velja izpostaviti tudi ljudi z motnjami v duševnem razvoju. No, ob sprejemu za izjemnega športnika Alena Šoštarja, ki je blestel na svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Dhabiju, ste takrat javno obljubili, da boste poskušali rešiti tudi prostorsko stisko 3. osnovne šole. Z njo se tam ubadajo že vrsto let. To je pa ena izmed prioritet. V letošnjem letu moramo priti do vsaj idejne rešitve, na kakšen način posodobiti 3. osnovno šolo, ki je več kot nujna. Prenove v zadnjih, lahko rečem, 10 letih še več se je le krpalo, ni se vlagalo nobenih investicijskih sredstev in je res v stanju, ki je zelo zaskrbljujoče, sploh pa glede na populacijo, katera je v tej šoli, in bomo naredili vse, da pridemo do ideje, kako, in pa našli tudi mehanizem, na kakšen način to šolo prenoviti. Seveda pa smo se začeli tudi z podobno populacijo, s podobnimi deležniki pogovarjati tudi o bivalni enoti v Slovenj Gradcu, ki tudi ni. Tudi tu je že izdelana neka idejna zasnova, katero bi želeli čim prej implementirati. Tudi to Slovenj Gradec nujno potrebuje. V tem mesecu ste imenovali tudi 2 podžupana. Vzeli ste si čas, da dobro premislite, koga postaviti na to mesto. Res sem si vzel čas, kar dobre 3 mesece, predebatiral z marsikom izmed svetnikov in videl nekako, pa sem ponudil to mesto podžupanstva 2 največjima svetniškima skupinama. Neformalno sem se pogovarjal še z Slovenjgraško listo, vendar ob izstopu 2 svetnikov niso več druga največja, ampak so oziroma druga tretja, in nekako smo našli skupni jezik trenutno s tema 2. Se pravi SD in pa Desos, dr. Pungartnik in pa gospa Martina Šisernik. Seveda pa obstaja možnost še vedno imenovanja 3. podžupana, kar nam statut omogoča, in tudi te možnosti ne izključujem, ampak trenutno bomo videli, ali sta zadosti, najverjetneje da zadosti pa 2. No, od predvidenih investicij župan pa zdaj k že uveljavljenim projektom, recimo tradicionalna licitacija lesa v Slovenj Gradcu, enostavno prerašča svoje okvirje, zmanjkuje prostora in že naslednjič bo treba zagotoviti primernejšo pa večjo lokacijo. Ja, to je pa res en tak projekt, ki je edinstven v Sloveniji, in se veselim, da bi tak projekt v Slovenj Gradcu bil naprej. Jaz pravim, da ima kar 4 koristi ta projekt, licitacija. Prvo, da vsi ti naši domačini oziroma vsi ostali lahko na enem mestu ponudijo in prodajo po kar visokih cenah svoj les. Po drugi strani vsi tisti, ki ga pridejo kupovati, imajo na eni lokaciji možnost pregleda kupiti ta les. Je nenazadnje tudi turističnega značaja, kajti videli smo, da prihajajo dejansko iz celega sveta ljudje na ogled teh plohov. Kot drugo pa imamo tudi zelo priznano lesarsko šolo in tudi ti učenci lahko vidijo različne vrste lesa na enem mestu. In zaradi tega smo se tudi z temi organizatorji že sestali in že iščemo nadomestno lokacijo, kajti lokacija v podjetniški coni Ozare več ne bo možna, ne bo sprejemljiva zaradi predvidenih gradenj, in trenutno smo res v fazi iskanja novega prostora in verjamem, da bomo do poletja dokončno dorekli, kje bo tista mikrolokacija, da lahko se začne pripravljati tudi na novo licitacijo v mesecu februarju. Samo medklic, omenili ste lesarsko šolo pri 1. osnovni šoli Slovenj Gradec. Zdaj raste en izjemen projekt, ki je bil pravzaprav pričakovan tudi vrsto let, če ne že desetletji. To mislite pa katerega? Na lesarske delavnice pri 1. osnovni šoli, gradnje in podobne stvari. Tako. Tudi na to smo lahko ponosni, seveda. Sodelovanje šol med sabo, projekti, kjer se lahko kdorkoli vključuje, in to je tisto pravo. Tudi včeraj recimo smo bili priča
velikemu dosežku fakultete za tehnologijo polimerov, ki je tudi podpisala pogodbo z slovenskim proizvajalcem luksuznih vozil, se pravi predvsem sodelovanje pri materialih, možnost sodelovanja njihovih otrok, se pravi dijakov, ne otrok, pri snovanju teh vozil, kajti videli smo snovanje vozil slovenskega proizvajalca v vrednosti 1 200 000 in pa sodelovanje naše fakultete, na kar smo tudi lahko ponosni. No in izgradnja novih sodobnih delavnic na lokaciji pri prvi osnovni šoli, pa še sodobnejša oprema bo seveda še dvignila kvalitetno raven učnega programa, ki je že zdaj izjemna. Res je. In to so tisti pravi projekti, mehki projekti, ki daje neko dodano vrednost učnim programom, ki daje dodano vrednost celotnemu okolju in še več takih si lahko samo želimo. No, že od izvolitve naprej se zavzemate tudi za reorganizacijo občinske uprave. Zdaj je počasi zadeva v teku, lotili ste se je. Kaj bo, gospod župan, potem bolje za občanke in občane, ko bo zgodba zaključena, pa kako bo pravzaprav potem izgledala občinska uprava? Ja, občinski svet je prepoznal in kar po skrajšanem postopku sprejel predlagano reorganizacijo. Gremo v oddelčni sistem. Sedanja organizacija, ki še trenutno velja, kajti mi bomo s to reorganizacijo in pa sistemizacijo nekje s 1. majem tudi dejansko pričeli. V občinski upravi do sedaj pa je bil vse skupaj en oddelek in pa urad župana. Želim pa predvsem to, da nastavimo oddelke glede na potrebe, ki jih imamo znotraj. Se pravi, da ustvarimo nov oddelek za investicije in razvoj, potem bomo imeli nek splošni oddelek za negospodarske dejavnosti, splošne zadeve in pa finance in pa oddelek, ki se bo ukvarjal z problematiko prostora in pa gospodarjenje z občinskim premoženjem. Kajti investicije in razvoj smo pred velikim investicijskim vlaganjem, vidimo, da 50% proračuna gre ravno investicije in je prav, da nekdo nad tem neposredno bdi. Seveda pa smo tudi pred velikimi umeščanji v prostor, južna obvoznica, 3. razvojna os in vse to in tudi potrebuje nekega strokovnega vodjo. Predvsem pa nastavljamo to, da bodo občanke in pa občani imeli tega prvega sogovornika, ki bo popolnoma strokovno podkovan in jim bo lahko že takojšen stik za prve informacije, da ne res vsi prihajajo do župana, kajti potem je tudi to delo se pravi na projektih in pa drugih, kar bi moral kot župan nastavljati, lahko včasih oteženo. In mislim, da bomo s to sinergijo vodij oddelkov, direktorica, 2 podžupana in pa župan res tisti pravi tim in pa tudi veliko bolj prijazen do občank in pa občanov. No, to spremembo torej načrtujete zato, dejali ste bolj prijazna občina, predvsem pa bolj produktivna. Predvsem pa bolj produktivna. Tudi to je že bilo omenjeni, ti roki, predvsem stik z občani, predvsem bolj prijazno do občanov in jaz verjamem, da je ta nastavitev oddelkov, kot smo si jo zamislili, ta prava in bomo to tudi dokazali skozi ta 4-letni mandat, da je prava pot. Ko ste, gospod Tilen, prišli v graščino Rotenturn, ste napovedali tudi večjo avtonomijo vaških in četrtnih skupnosti. Te avtonomije pa seveda ni, če ni več denarja. In tudi več denarja imajo zdaj v proračunu ti posamezni, te vaške oziroma četrtne skupnosti. Ja, zagotovili smo posebno proračunsko postavko, kar sem že omenjal uvodoma, se pravi 30 000 evrov je nova postavka, popolnoma nova postavka v proračunu, s katerimi sredstvi bodo razpolagali sveti vaških in pa četrtnih skupnosti, kajti oni bodo sprejeli sklep, kaj bodo s tema 2000 po vsaki vaški skupnosti postorili in verjamem, da včasih prav tistih 2000 pri njih zmanjkalo, ali je moče za kakšno novoletno okrasitev, ali bo za krpanje kakšne luknje, cvetličen aranžma ali karkoli se bodo oni odločili in naredili. Seveda pa ostajajo še vedno ta sredstva, ki so jih pa imeli predhodno, predvsem za prireditve v vaških skupnostih, to so pa še tista, kot rečeno, dodatna sredstva. Predvsem pa je pomembno da bodo predsedniki vaških skupnosti in pa sveti vaških skupnosti uslišani. Se pravi, da ne bodo ti sklepi, ki so sprejeti, le sprejeti, ampak da bodo tudi udejanjeni. No, slišali smo, tudi na visokošolskem področju se v mestni občini Slovenj Gradec marsikaj dogaja, ne nazadnje vaša pridobitev, tudi fakulteta za zdravstvene in socialne vede. Ja, lahko smo zelo veseli, da imamo v Slovenj Gradcu že 2 fakulteti.
za zdravstvene vede, socialne vede in pa za tehnologijo polimerov in res postajamo tudi študentsko mesto. Posledično pa se soočamo z problematiko nastanitve študentov v naši občini in tudi tu bomo morali resno razmisliti, kje bodo ti študentje lahko bivali. Seveda pa si želim, da bodo vsi ti, ki so se nameravali odpraviti študirati v Ljubljano, Maribor, za te programe izbrali našo občino in da bodo prišli tudi drugi iz drugih občin študirati v Slovenj Gradec. In ne nazadnje, kar se je dogajalo v preteklosti, da ti naši, ki so šli študirati v Ljubljano, Maribor, so ostajali tam, da bodo tudi mogoče ti, ki prihajajo iz drugih občin študirati v Slovenj Gradec, ostali v Slovenj Gradcu. Mineva pa že kar 3 desetletja, odkar je mestna občina Slovenj Gradec postala glasnik miru in se pozicionirala ne samo v evropskem, ampak v svetovnem merilu. Zelo ponosni smo lahko na ta naziv mesto glasnika miru. Ravno letos pa je 30 let, odkar nam je Pérez de Cuéllar leta 1989 podelil ta naziv 19. septembra in tudi v ta namen bomo oblikovali posebno, lahko rečem, programsko skupino, ki bo naredila program za dogajanje in pa nekako obeležje tega častitljivega obdobja, ki ga ravno letos praznujemo 19. septembra. Pred kratkim je mestno občino Slovenj Gradec obiskal tudi predstavnik oziroma zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Skupaj z ostalimi koroškimi župani in županjami ste se pogovarjali z njim v Slovenj Gradcu. O čem je tekla beseda? Ja, nekako smo župani predvsem izpostavili problematiko, s katero se soočamo. Nekako smo izpostavili problem tudi komunalne oziroma cestne infrastrukture, kajti na nek način so tudi tu naše občanke in občani degradirani, zapostavljeni, sploh če pogledamo razvoj na drugih območjih in pa razvoj cestne infrastrukture na Koroškem. Izpostavili smo tudi problematiko zdravstvenih prevozov, tudi to je seveda nekako posledično povezano s cestno infrastrukturo. Izpostavili smo pa tudi problematiko, ki pa je na lokalnem nivoju na nacionalni ravni, predvsem ta, da nam država nalaga določene naloge, ne iz izvirnih pristojnosti občin, ampak dodatne naloge, ne zagotavlja pa sredstev za izvajanje teh nalog in občine se res soočamo včasih z težavami, kako zagotoviti za vsa ta sredstva, ki nam jih država neposredno naloži, kako jih izpeljati in implementirati na lokalnem nivoju. Seveda pa je tekla še beseda tudi o teh enakih možnostih znotraj podjetij in pa vsega tega in lahko rečem, da je bil zelo konstruktiven pogovor. No, če sva že pri enakosti, v društvu Ravma v Slovenj Gradec so lani izvedli študijo z področja prometa in pravijo, da bi Slovenj Gradec moral imeti bolj razvejan javni potniški promet, nekako po vzoru Velenja, in ravno takrat, ko vas je obiskal Miha Lobnik, je bila pravzaprav ta zgodba tudi izpostavljena. Vaš komentar? Se strinjam in pričenjamo 13. maja z enim lepim projektom v naši mestni občini. To gre skupaj z zavodom Sopotniki. Gre za brezplačen prevoz starejših oseb nad 65 let. Občina v tem projektu zagotovi vozilo in pa koordinatorja za prevoze oseb. Prevoze pa upravljajo prostovoljci in ravno sedaj smo v fazi iskanja prostovoljcev oziroma ta zavod Sopotniki, izobraževanja in bomo 25. aprila tudi imeli javno predstavitev tega projekta. Kot rečeno pa 13. maja začnemo z temi prevozi in zelo se veselim, da smo prišli tudi mogoče na pobudo tega društva na to idejo in pa do tega projekta, da omogočimo trenutno v prvi fazi, se pravi starejšim nad 65 let, zagotovo pa ne bo to konec, da bomo ta projekt še razvijali in resno razmišljali tudi v nekem javnem prevozu znotraj občine. No, velja pa spomniti, gospod Tilen, da je mestna občina poskušala s tem projektom že pred leti, pa se ni ravno obnesel. Ja, to je bil prevoz mini busov.
Mogoče res je naša občina premajhna za nek lokalni potniški promet, vendar tu obstajajo druge rešitve, kot so bike sharingi, car sharingi in pa podobno. Se pravi, da se lahko vzamejo avto, kolo na eni lokaciji, se peljejo na drugo, ga tam pustijo in mogoče bolj razmišljati o tem, kot pa avtobusne prevoze zaradi prekratkih mogoče razdalj v naši občini. O ljubiteljski kulturi nisva rekla še nobene, pa si ta v mestni občini Slovenj Gradec to nedvomno zasluži. Javni sklad za kulturne dejavnosti koordinira množico vseh aktivnosti in nekako eksplodirajo prav v mesecu aprilu, potem pa se nadaljujejo. Ja, tu res zahvala temu javnemu skladu, ki deluje v naši občini. Povezovati to ljubiteljsko kulturo, ta društva v občini je zelo pomembnega vidika. Zelo smo lahko ponosni tudi na vse te programe, ki jih izvajajo. Tu so Anderličevi dnevi, gledališki dnevi, katerim smo priča ravno sedaj. Tu je festival Urška, festival mlade literature. Imamo tudi, če lahko tako rečem, festival pevskih zborov, folklornih skupin in vse to samo nekako da pečat razvoju mestne občine in pa nekako dodatno ponudbo znotraj naše občine. So pa tudi zelo pomemben partner pri sofinanciranju teh društev, kajti skozi strokovno komisijo pravijo tudi deljenje sredstev skozi te kriterije, ki so sprejeti in tudi tu nam pride javni sklad v veliko pomoč. Dobro razvito je področje športa, ampak preden se športa lotiva, župan velja spomniti, da letos mineva že kar 100 let od ustanovitve društva Sokol v Slovenj Gradcu in tej obletnici velja nameniti nekaj besed. Zagotovo 100 let društva Sokol, se pravi tega prvega tudi sokolskega doma. To je dom, kjer je sedanji kulturni dom, tudi tam je bilo prvo to športno igrišče v naši občini. Šport kot tak pa res Slovenj Gradec je športno mesto. Ravno zdaj smo bili priča podelitvi najvišjih priznanj na področju športa, to je železnikarjevih odličij. In ko smo poslušali te obrazložitve in videli, kdo vse v naši občini in kakšne rezultate dosegajo, smo lahko res zelo ponosni in to nam tudi daje samo dodatno motivacijo, da resno razmišljamo tudi o posodobitvi športne infrastrukture. Eden izmed pomembnih objektov bo seveda bazen, kjer se nadejam, da bo tudi plavalni klub doživel razcvet v naši občini. Seveda pa zelo resno razmišljamo tudi in pa zelo nujno potrebno o gradnji nove športne dvorane, igrišča z umetno travo, kajti ko smo zaključili razpis sedaj za sofinanciranje področja športa, smo ugotovili, kakšno pomanjkanje po pokritih vadbenih površinah imamo v naši občini in to nam daje resen impuls, da naredimo hiter korak, da ta impuls in pa da to omogočimo seveda športnikom, to vadbo in pa da bodo dosegali še boljše rezultate. Spodbudno je dejstvo, da Slovenj Gradec vse bolj vzgaja tako mlade kot tudi starejše športnike, da goji tradicijo rekreativnega športa, kamor se vključujejo starejši invalidi, kot tudi člani, ki nadaljujejo tekmovalno kariero. Nekako od najmlajših do najstarejših je vključenih v to zgodbo. Res imamo celo piramido športa, od najmlajših do najstarejših. Tudi priznanja, ki jim podeljuje Športna zveza, so temu usmerjena, se pravi, da se jih vsako leto na nek način spomnimo, se jim zahvalimo in res čestitke vsem športnim društvom, da gojijo to. Verjamem pa, da je tudi občina, letos smo namenili 18 000 evrov več v proračunu za področje športa, tudi s temi sredstvi nekako pripomogla k razvoju dejavnosti športa v naši občini. Številni so enotnega mnenja. Če kdaj, potem lahko mesto prav pod vašim vodstvom ima velike možnosti, da pridobite oziroma dobite novo športno dvorano in prej imenovan pomožni športni objekt z umetno travo. Ne želite pa si, gospod Tilen, to pa ste večkrat rekli, javno-zasebnega partnerstva. Jaz pravim, da si ne želim dragega javno-zasebnega partnerstva. Javno-zasebnega partnerstva pa ne izključujem, ampak res na način, ki bo predvsem za naše občanke in pa za naše davkoplačevalce racionalen. Veliko bolje je vzeti mogoče celo bančni kredit, se dodatno zadolžiti, kot pa skozi javno-zasebno partnerstvo preplačati neko investicijo, kajti pred kratkim smo bili tudi na
SID banki, kjer smo se dogovorili za zelo ugodno obrestno mero in takšnega financiranja, kot smo se tam dogovorili, nam noben javno-zasebni partner ne bo omogočal. Seveda pa gre to v tisto osnovno zadolževanje občine, ki pa že sedaj ni malo. Javno-zasebno partnerstvo pa trenutno še ne gre v tisto osnovno zadolževanje, čeprav pa je ravno tako obveza za nadaljnji proračun in je tudi na nek način prikrito zadolževanje, kot pravim, ampak vseeno, če je javno-zasebno partnerstvo toliko ugodno, kot so ti krediti, absolutno ja, če pa veliko dražje, pa ne. No, nikakor ne boste dopustili tudi prodaje kompleksa imenovanega Počitniški dom v Fejesi, ki ga je javni zavod Spotur v dokaj klavrnem stanju pridobil nazaj pod svoje okrilje, ravno ko ste vi zapuščali mesto direktorja. Ja, še pod prejšnjim vodstvom je bila prekinjena pogodba z Centrom za socialno delo, ki lahko rečem, da je dobro delal z tem domom in da so tudi določena sredstva vlagali v to obnovo. Dom je dobro vzdrževan, seveda pa ni najbolj moderniziran, če lahko tako rečem. Se pravi, ta oprema, ki je not, je še vsa uporabna, ni pa po zadnji modi. In prav je, da je dom ostal v občinski lasti, da bo namenjen socialnim programom, kolonijam, zdravstvenim kolonijam in pa drugim programom. Seveda pa bo dom mogel delovati tudi na trgu, kajti drugače dom sam ne bo preživel. Smo pa v letošnjem proračunu namenili 54 000 evrov za to obnovo doma in že naredili popis in kar veliko stvari se bo dalo urediti. To je od vseh luči v domu, od vseh vrat v domu, od vseh sanitarij v domu do določenega pohištva, opreme, vrtne opreme in verjamem, da bo dobil kar veliko lepšo podobo, ko bomo 15. maja ga predali tudi v novo uporabo, novemu domu, novemu zavodu, kajti takrat nekje zaključujemo z to investicijo in bomo seveda vas vse povabili, da boste pogledali, kaj smo s temi 54 000 evri naredili v tem domu. Številne generacije smo bivale, lahko rečemo, v tem domu, potem župan zdaj ni več bojazni, kot je to želela prejšnja občinska garnitura. Ta dom, ki je bil pravzaprav zgrajen z delom vseh, prodati. Absolutno ne, dokler bom jaz župan, ta dom ostaja v lasti mestne občine in se bo vlagalo v njega, v izboljšanje infrastrukture in namenjen, kot rečeno, socialnim programom v prvi vrsti. No, ena izmed prioritetnih nalog vašega dela v prihodnje je tudi še bolj tesno povezovanje vseh koroških občin. Zagotovo, če ne bomo župani delali z roko v roki in se povezovali na vseh področjih, ne bo razvoja koroške regije. In temu smo lahko priča v zadnjih mandatih, ko je bolj ali manj se nekako vleklo vsak v svojo občino in lahko rečem, da smo z tem prihodom, mojim prihodom, se že kar večkrat dobili župani in se veliko bolj odkrito in pa povezano pogovarjali in tudi sam rezultat je že viden na 3. razvojni osi. Tudi tu sem se aktivno vključil, ponudil vso pomoč, podporo in rezultati so tu. Kot ste mogoče videli, se je vse skupaj umikalo za 3-4 leta, ampak vseeno ob tem složnem pritisku naprej in pa nestrinjanju z to odležitvijo smo tudi dosegli, da je možen pričetek že v letošnjem letu in to je en pokazatelj, če delamo z roki v roki složno, da se da marsikaj postoriti. Ste aktualni predsednik Sveta Koroške regije, eno izmed prioritetnih nalog smo zdaj omenili, katere bodo druge? Ja, do meseca junija sem še predsednik, to je enoletno predsedovanje. Kar nekaj stvari smo naredili, tudi na komunalni oskrbi se dogovarjamo in gremo v nek enoten sistem zbiranja odpadkov, celotna regija. Dogovorili smo se tudi o regijskem poligonu, gasilskem poligonu, o sofinanciranju opreme, ob brezplačni uporabi in kar nekaj regijskih projektov je zagotovo nastavljenih, ki jih moramo župani izpeljati, seveda pa, kot rečeno, v dogovoru in pa v sodelovanju. Želite si še večjega priseljevanja v mestno občino Slovenj Gradec in ne obratnega poteka dogodkov? Prej smo slišali, blok neprofitnih stanovanj letos gre v gradnjo, kaj pa individualna gradnja? Je dovolj prostora v občinski lasti oziroma zemljišč?
Individualna gradnja je trenutno možna na 3 lokacijah. Ena je ta Ozarek, kjer smo z zadnjo javno dražbo prodali vsa zemljišča za vrstne hiše, ostajajo še zemljišča za individualno gradnjo. V kratkem bo izdelan tudi ta občinski podroben prostorski načrt za gradnjo pri toplarni, sicer zasebni investitor, ki bo prodajal parcele, ampak vseeno možno bo graditi, in pa tudi smo v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju Pameč, kjer bo tudi možno kupiti cirka 8 parcel in tam graditi. Seveda pa bi rad z novim OPN-jem določil pa še eno območje v mestni občini, kjer bi lahko, se pravi mladi, starejši, kdorkoli, pričeli z to individualno gradnjo, in verjamemo, da bomo tudi v tem mandatu to cono odprli. No, že v vašem prvem mandatu pričakujete postopni razcvet mestne občine Slovenj Gradec. Vaša velika želja pa ostaja, da Slovenj Gradec spada oziroma pride med top 10 slovenskih občin. Tako, to sem povedal, in verjetno smo skozi to debato kar nekaj stvari razkrila, kajti tam se meri veliko kriterijev, od same varnosti do cestne infrastrukture, do možnost pridobitve stanovanj, do čistega okolja in vse to. In na vseh teh področjih bomo aktivno delali, aktivno delamo in verjamem, da bomo tudi zelo uspešni. Tudi na čistem okolju, kjer je že prepoznano v Slovenj Gradcu, vendar vseeno nas še vedno skrbi to, kar nas opozarja civilna iniciativa na eni strani. Tudi tu bomo naredili korak naprej, naredili meritve, ponovne meritve, ne glede na to, da so bile meritve že izvedene, da pridemo do teh res rezultatov in da bomo za temi tudi stali in na tak način omogočali tudi to zdravo okolje in pa bivanje prijetno v naši občini. Prvi meseci županovanja so za vami, verjamem ob obilnem delu, da so hitro minili. Kaj ste se recimo v tem obdobju pol leta bo počasi naučili? Zelo hitro minevajo dnevi so zelo pestri, veliko strank me obišče, veliko projektov je prišlo na mizo. Lahko rečem, da sem vesel in mi ni žal, da sem se odločil za to kandidaturo in da sem tudi bil prepoznan kot izmed vseh 4 najboljši kandidat. In res ta energija, ki jo imamo zaposleni v mestni občini, bo tudi pokazala in pa upravičila vsak ta glas, ki smo ga dobili, da res pridemo med teh top 10 občin, kar smo si zadali. Z družino živite na Legnu, malce odmaknjeni od tega mestnega vrveža. Kako pa se, ko imate čas za to, sproščate? Ga ostaja kaj? Časa ostaja. Veliko ga res ni ga več toliko, kot ga je bilo pred zasedbo te funkcije, ampak vendarle, ko je čas, smo z družino, kajti družina tudi brez očeta ne more biti, in za vse je čas, če se dobro zorganiziraš. Seveda pa zdaj z imenovanjem podžupanom bo verjetno tudi tega časa še malenkost več. Tako da se tudi veselim, da mi je uspelo prepoznati 2 dobra kandidata in da bom se lahko tudi na nek način sproščal, kajti tudi ob tej obilici nalog, ki jih kot župan moramo skozi delovnik narediti, prav pa še tudi popoldansko sproščanje ob svojih najbližjih. Vsak župan za uspešno delo, za realizacijo zastavljenih ciljev seveda potrebuje najprej dobro občinsko upravo. Zdaj vam bosta v pomoč 2 podžupana, podžupanja in podžupan, obenem pa konstruktiven občinski svet. In tudi občinski svet verjetno v tej zgodbi velja izpostaviti. Občinskem svetu pa se res lahko na tem mestu zahvalim za zelo konstruktivno sodelovanje, kar so res dokazali pri sprejemanju proračuna, in že po izvolitvi sem videl, da z njimi ne bo problema. Verjamem pa, da so vsi, ki so izvoljeni za razvoj Slovenj Gradca, in da imajo vsi dobre ideje in da bodo tudi te ideje, kot sem že takrat rekel, tudi če niso bili moji javni podporniki in če so dobre ideje, da jih bomo oplemenitili in pa tudi izvedli skozi to 4-letno mandatno obdobje, kajti le tako bomo uspešno razvijali Slovenj Gradec. Naslednjič, župan, se bova v tem studiu srečala v pozni jeseni ali pa na začetku zime. Kaj pričakujete pravzaprav zdaj od tega leta 2019? Slišali smo, na polno se zastavili. Kakšna so pričakovanja?
Pričakovanja so velika, pričakovanja zelo pozitivna in jaz verjamem, da bomo lahko kar veliko kljukic skozi to, kar sva zdaj šla, prikazali, pokazali. Neki investicij, seveda teh večjih investicij ne bo zaključenih, bodo pa v fazi izvedbe in veselim se tega prvega leta, da pokažemo, kaj zmoremo in da res naredimo vse to, kar smo si zadali in da obkljukamo 100% vse stvari. Ljudje na terenu pravijo, da vam pravzaprav zaupajo v veliki meri, namreč poslušate ali vsaj poskušate slišati glas slehernika, kot pa ste na začetku oddaje rekli, v enem letu vse ne gre skozi. Drugo, tretje in četrto leto tega prvega mandata pa se bo že pokazalo še kaj več. Absolutno, vse v enem letu vsega narediti ni mogoče, glede na to, da je že neki nalog, ki so bile nastavljene tudi v prejšnjem mandatu in jih bomo izvedli, nekaj nalog na novo izvedli, zato so po 4-letni mandati in pa tudi volitve vsake 4 let. Vsake 4 leta in skozi 4-letni mandat zagotovo verjamem, da bomo vse te obljube tudi izpolnili. No, zdaj po tem aprilskem slabem vremenu se bodo počasi obzorja razjasnila in tudi številne gledalke in gledalci širom Slovenije si bodo lahko ogledali mestno občino Slovenj Gradec in seveda si, župan, želite še več turistov, kajti neokrnjena narava pa številne naravne in siceršnje danosti kar vabijo ljudi, da obiščejo in pridejo v Slovenj Gradec za en ali več dni. Res, če dovolite, da na tem mestu res povabim vse gledalke, gledalce, ki nas trenutno spremljate, pridite v Slovenj Gradec, kajti jaz pravim, da je zagotovo eno izmed najlepših mest v Sloveniji, ne bo vam žal. Predvsem neokrnjena narava kliče sama po sebi, dobra kulinarika, kmečki turizmi in pa vse dodane vrednosti, ki jih imamo, vas zagotovo ne bodo razočarale. Število enodnevnih turistov se zadnja leta povečuje. To pravijo statistični podatki. Več pa želite narediti na tem, da te turiste, ki enkrat pridejo v Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu oziroma na področju mestne občine, pa nazadnje kar na celem Koroškem, obdržite za dlje časa. Tudi tu smo že veliko postorili v zadnjih parih letih, če se vrnem v leto 2002 recimo, ko je bilo v Slovenj Gradcu 200 nočitev. In glede na to, da vsako leto nam nočitve rastejo, da smo presegli približno za 5-6% nočitve iz preteklega leta v vsakem letu, kaže, da smo na pravi poti. Seveda pa nam tudi turisti predvsem pričakujejo nek doživljajski turizem in ravno zaradi tega smo šli tudi v to zgodbo doživljajskih zgodb v naši občini, tega turizma, kajti vidimo, da ta turist, ki prije sem, samo pročelji zunanjih več ne ogleda, ampak se želi nekako udejaniti v zgodovino naše občine, v naše dogajanje tu in prav, da jih na tak način zadržimo. Seveda pa v turizmu ni mej med občinami, ne moramo reči, ne smeš si iti pogledati, ne vem, nekaj drugega v drugi koroški občini in tudi zaradi tega na vseh sejmih in povsod nastopamo kot destinacija Koroška, ne več kot Slovenj Gradec oziroma kot hotel v Slovenj Gradcu, če na primer rečem. In na tak način se tudi pokazuje, da je to prava pot, verjetno je tudi to tisti razlog, da nočitve rastejo. 100 let mineva, kot sva dejala, od začetkov organiziranega športnega udejstvovanja v mestni občini in če ravno zaključujeva s turizmom, tudi športni turizem daje številu gostov v mestni občini piko na i. Vedno več jih je in to so kvalitetni gostje. Športni turizem je trenutno številka 1 v naši mestni občini. Res smo nekako naredili to branžo prepoznavno, lahko rečem, na celem svetu. Sem prihajajo ekipe iz cele Evrope, prihajajo tudi izven Evrope. Tu so zelo močni turnirji, tudi Slovenija Bal judo turnir, kamor prihajajo ekipe, ki jih drugače zagotovo sem ne bi dobili, vkolikor ne bi sloveli po tem res športnem turizmu in pa po športni zgodovini v Slovenj Gradcu. Seveda nam se pa pojavlja vprašanje, predvsem po letnem času, po nočitvenih kapacitetah in pa tudi po vadbenih površinah in res tudi iz tega vidika, tudi športnega turizma bo nujno potrebno, predvsem pa bo nujno potrebno zaradi domačih klubov in pa zaradi nemotenih ur pouka, kajti vemo, da tudi to športno dvorano si delimo z osnovno šolo
in da bi gojili ta športni turizem v času pouka, je nedopustno in iz tega vidika moramo res poskrbeti, da bodo lahko šle obe dve branži v prav pot. No in to je en izziv, ki vas, gospod župan, še čaka. Dogajanje v mestni občini Slovenj Gradec sva predelala po dolgem in počez. Hvala lepa, ker ste prišli, si še enkrat vzeli čas, pa seveda predstavili aktualno dogajanje. Kot rečeno, tam konec jeseni pa spet vabljeni v nas studio. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa in lahko noč. Drage gledalke, cenjeni gledalci, videli ste v Slovenj Gradcu oziroma v mestni občini Slovenj Gradec se dogaja. Če pa niste iz mestne občine Slovenj Gradec in če temu ne verjamete, potem jo zagotovo morate obiskati. Hvala, ker ste bili najboljša družba. Lep in prijeten večer še naprej. Nasvidenje.